Vloga finančnika se je iz časov konjunkture v času recesije močno spremenila in sicer iz relativno pasivne vloge v podjetjih v izrazito aktivno vlogo. Po mojem mnenju je finančnik v trenutnih tržnih razmerah ena ključnih oseb v podjetju, ki pripomore k obstoju podjetij in nadaljnjem razvoju. Finančnik sam ne more voditi družbe. Vsako družbo vodi vodja in to mora biti dober vodja. In v našem podjetju imamo dobro razdeljene vloge, predvsem med finančnikom in direktorjem. Finančnik, dober finančnik pa mora svojim pristopom vplivati na odločitve, ki so ključne za razvoj podjetij. Po mojem mnenju finančnik poleg znanja in izkušenj potrebuje tudi občutke, feelinge. In če jih lahko naštejem 3, bi rekel, da so to občutki za številke, ki omogoča lažje planiranje in strateško načrtovanje, občutek za denar, ki omogoča lažje vodenje denarnega toka in občutek za ljudi. To pa pomeni lažje vodenje, lažje odnose z zaposlenimi in lažje odnose z bankirji in drugimi poslovnimi partnerji. Kapitalska ustreznost je bila in vedno bo en ključnih pogojev za pridobivanje dolgoročnih virov za nove projekte in nove investicije. Vsako podjetje mora razpolagati s kapitalom, ki je v odvisnosti od vrste poslov, obsegov poslov in od tveganj, katerim je poslovanje podjetja izpostavljeno. Kapitalska ustreznost dejansko zmanjšuje tveganje plačilne nesposobnosti podjetij in je nekje v odvisnosti od višine kapitala in njegove strukture. V našem podjetju smo še v času pred recesijo uspeli ojačati lastniški del kapitala in s tem zmanjšati tveganje poslovanja. Z nastopom krize smo dejansko posvetili vso pozornost pridobivanju novih poslov, novih naročil in podpisovali smo nove pogodbe z novimi strankami. S tem smo dejansko ojačali poslovanje, uspeli doseči rezultat, da tekoče odplačujemo dolgoročne vire financiranja in na koncu koncev je rezultat tega, da smo stabilizirali poslovanje. Trenutno smo stabilno podjetje, kar je zelo velik uspeh v teh danih okoliščinah. Za banke in pa upnike pa je pomembno to, da dobrim podjetjem zaupajo in jih tudi podpirajo. Računovodstvo po definiciji vodi poslovne knjige in ovrednoti poslovne dogodke. Pričakuje se, da so poslovni dogodki knjiženi pravilno, pravočasno in v skladu z zakonodajo. To je potem ključni pogoj, da se v podjetju vzpostavi analitika poslovanja, ki je kasneje podlaga za spremljanje poslovanja in planiranje prihodnosti. Naloga računovodstva je, da bolj spremlja zakonodajo, da komunicira z davčnimi organi, revizorji in poroča statistiko poslovanja. Na drugi strani je finančnik bolj vpleten v samo poslovanje podjetja, ker ima stik z kupci, dobavitelji in bankami. Z vsemi njimi se tudi aktivno pogaja za boljše pogoje podjetja. Finančnik je tudi odgovoren za denarne tokove in pripravo okvira transfernih cen. To pa zato, ker je seznanjen z vrstami in obsegi poslov, katerih podjetje izvaja. Finančnik, oziroma začnimo s strani računovodje. Računovodja je bolj previden od finančnika in finančnik je na drugi strani manj fleksibilen od prodajnika. In ko se med njimi vzpostavi pravilna komunikacija in zaupanje, pride do maksimalnega efekta.